Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so na GZS slavnostno podpisali sporazum o sodelovanju pri pripravi kodeksa upravljanja za nejavne družbe. Dobro korporativno upravljanje je ključna predpostavka za izboljšanje ekonomske sposobnosti, zagotavljanja dostopa do kapitala in izboljšanja investicijske klime. Osrednja tema delovnega srečanja predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila tokrat problematika gradbeništva. Ker smo odprli vse pomembne stvari, za katere eni in drugi smatramo, da so pomembne, da jih rešimo. Ob obisku predsednika vlade Češke republike v Sloveniji se je na Gospodarski zbornici Slovenije odvijal Češko-slovenski poslovni forum. Slovenske in češke gospodarstvenike sta nagovorila predsednika obeh vlad, dr. Miro Cerar in Bohuslav Sobotka, ki se je ob tej priložnosti vpisal v knjigo častnih gostov GZS. Zagotovo pa so podjetja na Češkem, to sem že iz nekih preliminarnih pogovorov izvedel, ki jih zanimajo naložbe ali pa celo nakup nekaterih naših podjetij. Na GZS je potekala predstavitev poslovnih priložnosti in dogodkov ob nastopu Slovenije na Expo Milano 2015. Največji promocijski dogodek na svetu v letu 2015 bo potekal od 1. maja do 31. oktobra 2015. Obstaja več orodij, preko katerih se slovenska podjetja lahko pojavijo na svetovni razstavi Expo. Center za mednarodno poslovanje GZS je v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko in Euro Alliance Consulting iz Prištine ob obisku delegacije kosovskih poslovnežev organiziral kosovsko-slovensko poslovno konferenco z bilateralnimi poslovnimi srečanji. Kosovo provides many opportunities for Slovenian entrepreneurs. Gostje tokratnega poslovnega zajtrka na temo poslovanja z Nigerijo so predstavili nigerijsko poslovno okolje in možnosti za gospodarsko sodelovanje med državama. What we're doing is to promote and facilitate that Slovenia engage with Nigeria and Nigeria engage with Slovenia more in order to improve the economic relation. Drugi seminar iz serije Kreativnost in vodenje je udeležencem ponudil nova znanja o tem, kako se znebiti nepotrebnih konfliktov, kako doseči, da bo uspešnih več kot 50% projektov in kako voditi sodelavce, da bodo motivirani. Torej, želimo si, da bi vodili ljudi tako, da bi oni sodelovali na samoiniciativen in ustvarjalen način. Več kot 100 gospodarstvenikov je na drugi konferenci MSP za mala in srednja podjetja v organizaciji GZS Podjetniško-trgovske zbornice razpravljalo o lažjem dostopu do virov financiranja, davčnih blagajnah pa tudi o učinkovitejšem izobraževanju podjetnikov. V okviru konference je potekalo poslovno-informativno B2B srečanje z avstrijskimi trgovskimi agenti na temo internacionalizacije poslovanja MSP, podeljeno pa je bilo tudi priznanje Pomladni veter, ki ga je prejela Jana Tolja iz mestne občine Koper. Posebni gost konference je bil športnik in podjetnik Alen Kobilica. Moram reči, da sem bila tudi zelo presenečena, ker kaj takega nisem pričakovala. Jaz pa svoje delo delam z veseljem, z ljubeznijo in seveda to je pol rezultat, da te tudi ne samo v Kopru, ampak tudi mogoče širše v Sloveniji opazijo, da je to bil velik premik za naše mesto. GZS, zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti, je na svoji tematski konferenci pripravila 3 sklope razprav. Prva je govorila o problematiki izobraževalnega sistema, druga o javnem naročanju ter tretja o vlogi management konzultinga pri prestrukturiranju podjetij. Podelili so tudi priznanje Mladi svetovalec, ki sta ga prejela Katarina Veselko iz podjetja OK Consulting in Matevž Premelč iz podjetja MK Projekt, družbe za svetovanje in vodenje projektov. Veseli smo, da smo dali priznanje res 2 pravima, uspešnima, motivatorskima mladima, ustvarjalnima svetovalcema.